prijatelji slovenske kulture, liebe Freunde der slovenischen Kultur. Približuje se 8. februar, praznik slovenske kulture, ki ni samo kulturni praznik Slovencev, temveč tudi nacionalni praznik. Kultura igra pomembno vlogo tudi pri našem predstavljanju v tujini. Nadaljujemo sosedski dialog z Avstrijo. Leto bo v znamenju Alme Kalin, velike svetovne popotnice, ki je pred 100 leti prepotovala cel svet. Predstava o njenem življenju in delu bo odprta septembra v Weltmuseumu. Njene knjige so prevedene tudi v nemščino. Vabim vas k branju. 8. februar bomo letos proslavili z odprtjem razstave Cvetke Hojnik, Črno in rdeče Baköök Arthaus. Prav lepo vas pozdravljam tukaj v Domu umetnikov na Dunaju v našem Künstlerhausu. Kaj pomeni kulturni praznik? Kaj pomeni za nas? Ali ni to prav ta dan za izmenjavo in izpostavljanje vprašanja o nemožnosti dialoga, tudi med generacijami? Vprašanja o gradnji mostov med različnimi družbenimi, umetniškimi in kulturnimi stališči, med ljudmi in državami, inštitucijami kulturnega življenja in med spoli. Naprimer, se do 60. let 20. stoletja ženske niso mogle včlaniti tukaj v Künstlerhausu. Šele danes sta članstvo in enakopravnost v vseh gremijih nekaj samoumevnega in na čelu društva je bila izvoljena predsednica. Ali ni to prikaz družbene izjave? Ni prikaz pomanjkljivosti v vseh področjih družbenega in kulturnega življenja?
Dobro, da se začenja čutiti spremembe. Ko gesta postane dogodek, naslov naše aktualne razstave, ali gre pri solidarnosti za držo ali dejanje? Do analitičnega ločevanja verjetno ne bo prišlo. Ženske so že od nekdaj bile skrbnice jezika, tako pa tudi jezikovne kulture. Le kdo je in bo materni jezik s svojim glasom prenašal na naslednje generacije, če ne one? To ne bo vedno glasno, toda slišalo se bo daleč in tudi v jeziku umetnosti bo trajno in nespregledljivo. Kdo sem in odkot prihajam? S tem vprašanjem sem se soočala pred kratkim v pogovoru z novinarko Tatjano Pirc in globoko me je to vprašanje zaposlilo. Pri svojim ustvarjanjem sem pogostokrat prizemljena. Morda pa prav zaradi tega vedno ustvarjam sama na tleh. Pogosto pa se to zgodi tudi na slovenski zemlji. Tako sem našla svoj način dela, s katerim se vračam na določeno točko. Se osredotočam morda prav na to, kdo sem in odkot prihajam. Tako se zacelim. V središču moje pozornosti ni samostojna slika. Ustvarjam v ciklih, v serijah. Zanimajo me raziskovanje, proces in razvoj. Nekateri cikli trajajo že desetletja, v njih nastajajo serije in lahko vidimo, v kakšnem stanju sem bila, ko so nastali. Morda je to nekje navezano zame na opis naše slovenske zgodovine, moje korenine. Ukvarjanje s svojo lastno zgodovino se vlije v vprašanje po utopiji svobode. Svoboda, za katero so se naši predniki borili in trpeli, da so lahko svobodo predali naslednjim generacijam, torej nam. V tem smislu delam in v vseh mojih serijah je prisotno tudi vprašanje, kaj ostane za nami. Svoboda, ki jo imamo, ni več utopija. Moramo pa se zavedati, da smo prišli do nje, kako in kako jo ohranjamo. Pomembni koraki so bili narejeni, a pot še ni končana. Bila je dolga, težka pot, a mislim, da smo v zadnjem obdobju na Kobroškem naredili veliko korakov naprej. Če pomislim na svojo mamo, je bila že pogumna. Prišla je iz nemško govoreče družine, se naučila slovensko in svojimi otroci govorila v tem jeziku. Slovenščina je bila vedno naš družinski jezik. Zame je bilo to dejstvo samoumevno in je še danes. Moj delovni prostor zajema tako Avstrijo kot tudi samoumevno Slovenijo. Svoj cikel Voda, vino, kri sem na primer začela v Sloveniji, umetniški projekt Sledi, v katerem se ukvarjam s tem, kaj ostane za nami, ima korenine v Novem mestu. Medit je cikel, ki se ukvarja z mediteransko, slovensko Istro. Slovenska zemlja in jezik me navdihujeta. Naj nas navdihuje vse. Umetnost sama spodbuja razpravo in pomaga iskati rešitve. Vsi se lahko angažiramo. Menim, da lahko umetnost odpira teme, ki niso prijetne, o katerih se sicer ne govori, treba jih pa je izpostaviti večjemu kontekstu, večji razpravi. In vendar veliko ustvarjalcev živi v prekarnih razmerah. Zato je pomembna tudi solidarnost z umetniki. Umetnost nas določa. Prepričana sem, da nas bo obdobje osamitve in socialnih izolacij še dolgo spremljala. S to tematiko se bomo še nekaj časa ukvarjali. Odprla se bodo številna nova vprašanja, tudi o umetnosti. Nekateri pravijo, da potrebujemo umetnost kot vsakdanji kruh, umetnost pa je bistveno,
nas določa, praljudje so se najprej likovno izražali. Zame je umetnost tretji jezik, ki ga obvladam. Tatjana Pirc me je vprašala, kako pa na njo in na njeno delovanje vpliva pandemija, kako sprejema izolacijo. Moj odgovor pa je še vedno isti. Umetnice in umetniki večinoma delamo tako, da se osamimo v svojih ateljejih, za nas to nič ni novega, se znamo izolirati. Vendar potrebujemo tudi resonanco, potrebujemo kot vsi družbo, potrebujemo druge, s katerimi se lahko izmenjamo. Potrebujemo te, ki naša dela interpretirajo in prenašajo naprej. Pred nedavnim smo na Dunaju na vabilu Slovenskega inštituta imeli branje iz knjige Gamsina plazov. Moj stari oče Karel Prušnik Gašper, avtor knjige, partizan in borec za pravice Slovencev na Koroškem, se je v njej, ko je nekdo s simpatijo omenil plebiscit, spomnil besed svojega očeta. Vedno znova odpirajo naše skeleče rane. Avstrijski predsednik Alexander van der Bellen se je na osrednji slovesnosti v Celovcu koroškim Slovencem v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničevanju njihovih ustavnih pravic. Zame je bilo to dejanje pogumno. Njegove besede so bile zdravilne in sem se mu osebno zahvalila, ko je bil na obisku pri meni v domu umetniku v Künstlerhausu. Dolgo smo čakali, da smo slišali te besede. Za tiste, ki na eni in na drugi strani razmišljajo bolj radikalno, je pa vedno premalo. Pandemija je vplivala na izvedbo programa, ker je nekaj projektov predstavljenih na letošnje leto. To pomeni, da se bomo o plebiscitu pogovarjali še 2021. Imamo torej možnost, da še govorimo o tem, da se še spomnimo. Priložnost je torej še vedno, da v dialoškem procesu najdemo rešitev, saj živimo skupaj. In to, prav ta dialog pomeni, da se v njem zgodovina ne piše na novo. V tem, da bi se pisala na novo, vidim veliko nevarnost. Zato mora biti naša zgodovina vidna. O njej je treba govoriti, ne smemo je zatajiti. Če jo pozabimo, je ne bo več. Bodimo ponosni na to, kar smo, od koder prihajamo in govorimo slovensko.